predstavil blagovno znamko Ekodar, ki se pravi nekako rojstni datum te blagovne znamke sega v leto 2009 in slovenskemu trgu smo želeli ponuditi oziroma ponujemo alternativo slovensko ekološko meso, ki je seveda osnovni cilj naš je bil, kako pomagati slovenskemu ekološkemu kmetu. Kot sem že povedal, aktivnosti segajo v 2009, ko smo ustanovili skupino proizvajalcev za rdeče ekološko meso. Naj povem, da smo mi v tem, s to blagovno znamko želeli nekako združiti vse inovativnosti oziroma vse to, kar smo že danes slišali, kratke verige, kako narediti, da bo nam potrošnik zaupal in v nadaljevanju mi nismo nobene znanosti odkrivali, ampak samo prisluhnili smo nekako potrebam potrošnikov. Začetek snovanja torej 2009, ko smo nekako si najdli partnerja Košaki Maribor in smo tudi ustanovili blagovno znamko Ekodar. Torej, prišli smo do zaključkov že takrat 2009, kaj narediti, da bo potrošnik vzel. In seveda ta inovativni sistem sledljivosti Quick Response kode, torej, da lahko potrošnik pred nakupom ekološkega mesa v trgovini vidi, z katere kmetije je meso, kje se ta kmetija nahaja in da praktično pred nakupom vidi tudi vse veljavne certifikate, smo rekli, da to je en argument, da vzbudimo pri potrošniku zaupanje. To se je v nadaljevanju še pokazalo, kako dobro, vemo afere Lazane in še druge zgodbe in rezultate žanjemo danes. Vemo, kaj se je zgodilo s Košaki, torej spet smo padli na tisto nulto točko, iskati je bilo potrebno novega partnerja, imeli smo veliko srečo, nekako smo najprej pogledali v svojih vrstah v zadružništvo in našli smo partnerje Kmetijsko zadrugo Rače, s katero mi delujemo oziroma delamo zelo, zelo vzorno. Zadruga oziroma klavnica Rače je zelo fleksibilna, pripravljena tudi sprejemati izzive, visoke izzive, ki smo si jih pa seveda postavili. Pomembni meniki iskanje novih prodajnih kanalov. Sami vemo, da so veliki problemi vstopanja v male prodajne verige, predvsem pri teh naših velikih, ki nam vodijo tempo. Bili smo v eni veliki verigi, ki pa nas je bolj kot ne hotela izrabiti za svoje promocije in smo po 3 mesecih odšli ven. Torej, rekli smo, gremo korajžno naprej in naš prvi proizvod, kot tudi proizvod je ekološka goveja hrenovka, brez aditivov. Torej, rok trajanja te hrenovke je samo 7 dni. Zakaj? Mi smo rekli, naš cilj z slovenskim ekološkim mesom želimo priti v javne zavode, torej v javne zavode, vrtce, šole in to s proizvodi, katerim lahko se klanjamo. Torej, brez vseh aditivov in praktično za vsak javni zavod, ki danes naroča pri nas hrenovko in mi posebej naredimo hrenovko, torej že za 20 kg. V tem času smo tudi šli v preoblikovanje blagovne znamke, prej je bila to na hitro narejena zadeva, ki je v naših glavah, dozorela v zadrugi, no sedaj smo pa naredili novo blagovno znamko. Seveda to je plod, tudi tukaj lahko rečemo, da smo dokaj inovativni, mi nismo iskali budžet v zadrugah, vemo, da je majhen in na to blagovno znamko oziroma naše samoosnovanje CGP, celotne grafične podobe, nam delajo študentje, slovenski študentje in snovanje te naše blagovne znamke je nastajalo v Latviji, na Malti, na Poljskem in pa v Beogradu. Skupina naših Erasmusov, ki delajo v tujini, so se lotili tega projekta, pa moram reči, da so dokaj uspešni, tudi to bom povedal še zakaj. Embalaža, pomembna zgodba, ki je danes kupujemo z očmi, torej embalaža, vemo, ekološko meso mora zoreti, najboljše ekološko meso je, ko je zoreno 29-30 dni, to je potem meso, kot bi ugriznil jabolko, voljno krhko, torej so že kakšne sline v ustih, brez cvička recimo, kot je bilo včeraj rečeno. In seveda mi smo morali tudi pripraviti embalažo, ki bo na pogled všečna in ki bo praktično ponudila ta kvalitetni produkt. Seveda, mi se udeležujemo sejmov,
4-krat smo že bili na sejmu Zdravje narava, nazadnje smo bili na Gast Expo, seveda tudi v Gornji Radgoni v okviru Radgonskega sejma, povabljeni smo skozi Zadružno zvezo, za kar se jim zahvaljujem, in rezultati so tukaj. Da vse to lahko dosegamo, seveda ne gre brez pomoči države in pa sredstev Evropske unije. Tukaj bi se rad zahvalil tudi Ministrstvu za kmetijstvo, ki je prisluhnilo projektu, ki je verjelo v nas in nekako smo dobili tudi finančna sredstva, da lahko te uspešne zgodbe peljemo. Kako smo prišli v javne zavode? Imeli smo najprej eno odmevno prireditev v Šoštanju, Imejmo zabavo, jejmo zdravo, ki se je takrat udeležil minister. Moram reči, da smo ga z našim predstavitvijo očarali, tako da še nam danes rad prisluhne. Blagovno znamko treba gojiti vsak dan, vsakem trenutku in če gledamo blagovno znamko, ko enkrat imaš res tvoj otrok in da ga spraviš v to življenje, je potrebno res veliko aktivnosti. Če sam povem, da bomo v 21 mesecih imeli 354 degustacij, da bomo v maloprodajnih enotah, da bomo imeli preko 20 degustacij v javnih zavodih, da bomo imeli v jesenskem delu eno odmevno prireditev v Ljubljani, kjer pričakujemo ves slovenski politični vrh. Torej, vemo, ta blagovna znamka ima veliko za sabo in pa še pred sabo. Trenutno imamo vključenih 80 ekoloških rejcev, preko 55 kupcev javnih zavodov, to so predvsem vrtci in šole. Seveda, brez maloprodaje tudi ne gre, kjer je tudi huda borba danes. Imamo lastno prodajalno. Najprej smo šli v prodajo v ekološko trgovino Kalček v Ljubljani, ki je nas je sam poiskal. Danes smo tudi v ekološki trgovini Vitaker, v, mislim, da 18 marketih, hipermarketih Mercatorja, Leclerca in pa to še tudi ne vse. Zelo dobro se nam je prijela tudi spletna prodaja, katero smo začeli izvajati v mesecu decembru, in če rečem, da so se danes že 4-krat vrnili oziroma da so se že pojavili kot 4-kratni kupec določene osebe, to pomeni, da zadeva dokaj dobra. Praktično tu ni nobene skrivnosti. Preko spleta možno naročati ekološko meso, Ljubljana in okolica ga dobi v 7 dneh, ostali v roku 14 dni dostavimo na dom, če kupi za 50 evrov. To je neka prava cena in moram reči, da smo dosegli kar dober prag. Intenzivna promocija, kot vsak drugi stavek. Takole izgledajo promocije v javnih zavodih, otroci so veseli, predvsem ta naša hrenovka je odlična. Tukaj notri pravzaprav smo tudi zelo čuvali, da na trg damo hrenovko, ki ne bo imela maščobe. In naša hrenovka ima, osnovno je seveda rdeče ekološko goveje meso, kot vezivo imamo rastlinsko ekološko olje, torej nobene svinjske maščobe ali česar podobnega, tako da otroci ne dobijo kakšnih maščob, ki niso zaželene. Brez problemov ne gre, ampak problemi so zato, da jih rešujemo. Zahtevna je distribucija. Praktično vse niti v rokah imamo v zadrugi Šaleška dolina. Od potrošnika oziroma od rejca mi kupimo žival, jo sami odpeljemo v klavnico, torej v Rače. Rače nam je za kolje, predela, pripravi za trg in mi tudi vršimo distribucijo do končnih potrošnikov. Torej, v tem delu že lahko rečemo, da mi sledimo kratke verige, torej en partner od rejca, kmeta do končnega potrošnika. Smo posrednik mi, torej samo en partner. Tako da računam, da bo to na ministrstvo cenili in da bomo še lahko kako zgodbo naprej naredili. Seveda potem malo prodaje pa že drugi partner. Problem je tudi počasi rastoči trg, vendar tudi tukaj mi smo dali zavezo, da bomo ekološko meso prodajali v Sloveniji. Imeli smo priložnost, da bi naše praktično 100% ekološko proizvodno spravili v Kuvajt. 16 ton mesečno. So ekološko meso. Vendar smo rekli ne,
mi gremo na slovenski trg, mi gremo do naših javnih zavodov, do otrok in do slovenskega porabnika, ker ta si zasluži to kvaliteto. To je še sistem sledljivosti. Kako naprej, smo rekli korajžno. Kljub vsem težavam, ki so, gremo naprej. Prag rentabilnosti smo prestopili, vemo, da to tisto, kar si vsak najbolj želi. Imamo seveda še visoke cilje. Tukaj ne gre brez visoke angažiranosti zaposlenih, predvsem pa velikega zaupanja, ki ga imamo znotraj zadruge zaposlenih strani našega upravnega nadzornega odbora, ki so nam dali možnost, da gremo in da poletimo. Verjeli so v nas, marsikdo je tudi bil skeptičen in danes vidim, da so vsi, oziroma da smo vsi zadovoljni. Širili bomo še tudi nove proizvode. Praktično nam je pa ta ekološka zgodba mesa dala tudi zagon, da se lotevamo novih zgodb na nova področja ekoloških živil. To so ekološka jajca in tudi ekološko mleko. Želimo si še več sodelovanja in povezovanja. In toliko na kratko, da je 5 minut je kratko, da sem še po obljubo risanko. Gospod, čakam na risanko. Najboljše vode na svetu od studenčnice na tetnem pašenku. Pa kakšen luften razgled, zabolel, pa še prevezane nisem leta. Ja, Liska, lepo je nekaj, čeprav malo plesna hvajt pa ne bi škodila. Pa krma, kak je Dora ta sočna trava, naravno slasno. Pa še nekaj vam povem, tudi če zunaj ni paše, nas krmijo samo z ekološko pridelano krmo. Kako? Ekološko? Tjoguna, ki nima ambenih gensko spremenjenih organizmov pa škodljivih prehranskih dodatkov. Kapiraš? Ne čist, sam kapo da ostara. Ej, poslušajte to. Zadnjič me je nekaj šraufalo, pa prije naš Gašper do mene pa reče: čuj, Bikčo, sem ti prinesel zdravila. Mene panika zgrabi, že vidi injekcijo, antibiotike, ampak nič od tega. On mi je pa dal neka zdravila z zeliča, pa je rekel, da je to nek homopatsko zdravilo. A si lahko misli? Nekaj dneh sem bil zdrav kot dren. Aj ga brc, homeopat zdravil se reče. Halo, mukice, a ni že cajta malco? A ti si pa tu non-stop lačna. Hvala za pozornost.